Kako pa navdušiš otroke, ne? Ker pač vsi so dejavni na nek ali pa drugačen način za šport ali pa borilne veščine? Ja, to jih pa navdušiš enostavno tako, da sam počneš te stvari. Se pravi, ko gremo na izlet, ne gremo vedno hoditi na sprehod v naravo, kjer je tlakvana cesta pa avtocesta, ampak enostavno gremo v hrib, gremo tam, kjer ni potke, se pravi, nabirati kostanj ali karkoli takega. Ne se pravi, da ne gremo mi, ne samo takrat, ko gremo nabirati kostanj, da gremo nekam izven poti, ampak gremo izven poti tudi, ker ne nabiramo negobne kostanja, samo pičimo po hribu po ta najkrajši do vrha. Na te stvari. Pač, da si tudi sam za športno akcijo, pa ko gremo na sprehod v Tivoli, ko gremo mem štank, se tam hitro parkrat dvignemo, pa malo guncamo, pa kjer bo lahko šel po njih. V eno smer, pa se obrnil, pa v drugo smer, pa drug, pa tretji, pa četrt, pa še jaz, pa še malo mami, pa tako naprej. Ne. Skratka, da nekako otroci v tebi vidijo v bistvu vzornika. Sej vemo, da to, kar mi govorimo, je eno, otrokom verjetno se v določenem majhnem procentu tudi to nekako usede, ampak to, kar pa vidijo pri tebi, to pa potem naredijo. Ne. Kako pa ti vidiš to? Ja, tako je, kaj je rekel, ne, Matjaž, da preprosto moraš biti ti sam na začetku tak, zato da lahko otrokom sploh to daš. Enostavno. In mi dva imava to srečo, da sva se nekako našla, dva taka skupaj, da tisk, greš nekam, da ti ni pomembno, ali boš imel zdaj umazan čevelj, ali bojo hlače malo strgane. Pač ljudje smo si različni, se tudi ni nič narobe, bom rekla, s takim načinom razmišljanja, ampak nama, jaz mislim, da mi dva imava srečo, no, da sva taka in dejansko gremo izven poti, vse nas to zanima. Pa tudi otroci rečejo, vedno je najboljš takrat, ko nekam zabluzimo, ne? Ja. Vedno je najboljš izven nekega okvirja. In pač to je to, predvsem ti moraš biti sam tak, da lahko otrokom to daš, ne? Ja, ker eno stvar, ki sem si jo zapomnil, mislim, da mi je Matjaž prav, da ste šli enkrat, da ste si dali teniske gore in da ste šli po eni strugi na pol izsušeni ali na pol polni. Ne, po iški. Po iški, ja. Po iškem Vidgarju. V peku. Pa v peku tudi, ampak ta iški Vidgar je bil v bistvu super, ker ti lahko dejansko greš od tam, kaj parkirišče na začetku, kjer lahko avto pustiš, greš lahko res daleč po strugi. Direkt tam greš v reko in pol namesto, da greš po potki, tako kot vsi, greš kar po reki. Greš po reki gor, ne? In dejansko superge bos pač ne moreš, ker so skale, deročeje in tako naprej. In v bistvu to smo oblekali tam malo, tudi Rubi, ki je bila... Če majhna, pa štupo rano malo pa to, tam, kaj je lahko bila sama, tam, kaj je bilo prenahalt, pač... In mislim, to so res eni taki super spomini, no, in tudi oni se tega... Vse spominjajo, ne? Veliko bolj kot to, da greš v kino ali pa da greš nekam na večerjo, to je njim totalno nezanimivo. Zanimiva je recimo tle ta zgodbica od mojih, v bistvu nečakinje pa nečaka. Kadar ona dva hodita z nami na izlete, sta blazno navdušena in na čem sta navdušena. Ne? Oni so zelo, bom rekla, oni zelo radi zahajajo v neke restauracije, kaj pojez, grejo na izlet, pa grejo pa še v restauracijo. No, pri nas tega ni. Mi smo taki mal divjaki, ali kako bi temu rekel, in si zelo radi naredimo nek piknik. Ne? In v bistvu že tudi zato, da veš, kaj ješ, prinesemo ponovadi hrano s sabo. In njima je bilo najbolj všeč, ko smo šli enkrat na neki izlet na Kolpo, se spomniš? Ja. In smo se potem, ko smo bili lačni, usedali pri eni tej klopci, ko so ob cesti. Ona dva sta bila tako navdušena. Sta rekla, to je pa najboljši del izleta, da mi zdaj lahko tam na oni klopci sedimo. Une taperverje vam privlečemo in mislim, ne? In pol se degustiramo tam, a ne. Ona dva, veš, mi gremo vsakič, mi gremo vedno v gostilno.
Tako da to je nama ful zanimiv in ful super. Ne. Mislim, otroci potrebujejo, oziroma imajo otroške želje, velikrat niso enake željam odraslih. In tukaj se mogoče kdaj izgubljamo. In ljudje, tudi midva, jasno, da ne bo pomote. Ni udobje prioriteta. Ne.